Gospod Gregor Golobič iz, kako se reče, Feniks iz Lažljivega Plukca, ki so napovedovali brez evropskega poslanca, po predčasnih rezultatih ste prišli do enega, kot je bilo že pred, recimo, ultra afero. Občutki, komentar? Težko bi sodil, ker mislim, da je vendarle treba počakati na uradne izide, kar zadeva evropskih poslank in poslancev. Verjetno je pa možno vendarle oceniti razmere med strankami oziroma rezultate, ko gre za število glasov oziroma odstotek. In tu kaže, da bo stranka zares na teh volitvah, ki so druge v njeni zgodovini, dosegla boljši izid kot pred dobrega pol leta na parlamentarnih volitvah. To se mi zdi zelo pomembno. Prvič, to ni majhna stvar za vladno stranko, za manjšo vladno stranko, ki deluje v vladi, ki je soočena z eno najhujših kriz, ki je soočena tudi z objektivno majhnim manevrskim prostorom zaradi zelo slabe javno-finančne dediščine prejšnje vlade, pa tudi zaradi afere, ki jo omenjate in ki je bila temperana v ta predvolilni čas očitno z namenom stranki zares odnesti tisto, jo spodnesti na nek način. To se v tem smislu očitno ne bo zgodilo in tukaj se mi zdi neko dobro sporočilo, ne v zvezi z menoj, ampak v zvezi s stranko zares, da je njena barva strani nemajhnega števila ljudi v Sloveniji zaželjena v političnem spektru in da bo v tem smislu zanesljivo na njem tudi ostala. Torej, dobili ste nekako politično bazo, ne? Če lahko tako že rečem. Po dveh volitvih se je verjetno oblikovala neka politična baza, ki je kljub, bomo rekli, en teden bombardiranja z negativno propagando, pač ostala skupaj, držala in pokazala tudi rezultat, zadnje, ki je nad pričakovanje verjetno. Nad pričakovanje glede na vse okoliščine verjetno. Jaz sam sem znotraj stranke v preteklih mesecih zelo svaril pred euforijo ali pred nekim samoumevnim pričakovanjem, da nam je mesto evropskega poslanca ali poslanke kar zagotovljeno zaradi prej omenjenih razlogov. Na to je dodatno prišla še ta preizkušnja in v tem smislu ravno se mi zdi to ključno sporočilo za stranko, da ima ekipo, ki je širše prepoznavna, ki je kvalitetna, ki je kredibilna in ki je uspela v to premagati s svojim angažmajem. Nenazadnje stranka zares, če ste opazili, je bila skoraj edina, ki od štarta ni čutila za potrebno, da bi kandidate za evropske volitve opremljala z berglo imenovano predsednika ali predsednica stranke, ki ne nastopa na volitvah. Ravno zato, ker menimo, da ljudje ne rabijo tega vodila in da so kandidati samostojni, samostoječi in suvereni, kompetentni, da svojim glasom in stasom, svojimi referencami znajo prepričati ljudi in to se je zgodilo. Kako pa ohraniti glas nove politike tudi v evropskem topilnem lancu, ker se le stranke stopijo z evropskimi, vse nacionalni? Ni lahka naloga. Slovenija bo imela 7 poslancev in poslank od, mislim, da 736 v tem sklicu. To je neugodno razmerje, preko 1:100. Stranka zares ima v slovenskem parlamentu 9 od 90, kar je še zmeraj veliko bolje, 1:10. Ampak kaže, da se da in da pravzaprav ni odvisno toliko od števila kot od moči argumentov, prepričljivosti in tega, da se ne kalkulira. Moje mnenje je, da si majhne države lahko privoščijo luksus, da so bolj principijelne od velikih. In da je Slovenija v tem smislu doslej bila premalo samozavestna. In mislim, da predsednik republike, dr. Dino Loter, na to dovolj pogosto poudarja, izpostavlja in da je to en pomemben vidik pravzaprav tega, kako bi morala Slovenija ravnati v prihodnje v mednarodnem prostoru. Evropski parlament, prostor Evropske komisije, Evropske institucije je eden od teh, še posebej zato, ker ni tipično mednaroden, ampak je prostor našega širšega domačega, pravnega in sicer političnega okolja. In verjamem, da bo ekipa 7, ki bo zdaj šla v ta nov sklic, pri tem na podlagi tega, kar je prva runda uspela narediti, bila še uspešnejša. V prvi rundi se zlahka lahko oprosti uvajalno obdobje, medtem ko zdaj ni več razloga za to, da bi ne bili ustrezno ambiciozni v zastavljanju
odpiranju načelnih vprašanj, ki so v Evropskem parlamentu pogosto potisnjena v ozadje. Ste osebno zadovoljni z izkazano podporo volivcev? Seveda, ne sprašujem na petkovo odločitev, kakorkoli že namigujem. Zanesljivo. Ni razloga, da ne bi bil. Jaz mislim, da so vse stranke, ki so izboljšali izid, sploh vladne stranke, ki so objektivno zmeraj v težnem položaju, izboljšali izid od parlamentarnih volitev, da so lahko zadovoljni. In velja čestitati. Nikakor ne gledati v zobe razlogov, zakaj je tako. Pri tem bi vendarle izpostavil, da relativno slabši izid, ki se zdaj kaže za vodilno vladno stranko SD, da je pač stranski proizvod ali pa kolateralna, če ne tako rečem, škoda, ki jo ponavadi utrpijo vodilne vladne stranke. In neko sporočilo o tem, da je ta odgovornost res izjemno velika in da je potrebno vse tiste vzvode, ki jo ima izvršilna oblast na razpolago, da odgovorno sprejema odločitve, da jih je potrebno tudi uporabiti. Najlepša hvala.